Dober dan in lep pozdrav. Veseli nas, da ste se zbrali v tako velikem številu. Za nami je zelo uspešen prvi uradni del pogajanj. Stvari, o katerih smo se dogovorili, mogoče najpomembnejša je časovnica. Dogovorili smo se, da bomo poskušali ujeti najhitrejši rok, to je 3. junij, kot tisti, ko bi sestavili vlado. Predpogoj za to je, da bomo seveda še pred 13. majem uskladili večino točk med sabo, zato da lahko gremo s formiranjem parlamenta naprej po hitrem postopku. Jutri stečejo delovna pogajanja, delali bomo non-stop, zato da pridemo čim prej do skupnih rešitev. O imenih danes nismo govorili, tako da na to temo vam nimamo kaj povedati. Smo se pa pogovarjali tako o tem, kako bomo usklajevali programske vsebine, kot tudi zakon o vladi. Imate razreže, gospod Golob, ste rekel ministrstvo v kakšni stranki, imate že ministrstvo izmenovano? Ne, to je bila točka, na kateri smo si danes predstavili izhodišča, o tem nadaljujemo konec tedna. Konec tedna verjamem, da bomo to imeli. Tudi že z imeni? Samo glede števila doktor Golob, omenjalo se je seveda 4 misli, kot socialni demokrati želijo, 4 vesolje, Levica 3, pa me zanima, ali to pride v poštev, boste zadržali 17 ministrstv, koliko je danes tudi tistih brez resorja, ali računate na večje število ministrstv? Zaenkrat smo znotraj teh izhodišč plus minus eno ministrstvo, da. Ta pogajanja so trajala skoraj 4 ure, zdaj verjetno se glede teh rokov ni. To je zato, ker se radi družimo, ker se fajn počutimo skupaj in smo se imeli v redu. No, pa kakršnakoli vsebina, ste odpirali kakršnakoli področja, kje bi znala biti, pač ne bi znalo biti, da bi se hitro ustavili, ki pa bi znala biti težave? Zaenkrat ne vidimo težav skoraj da nikjer ali praktično nikjer. Mogoče bojo strokovne službe to našle v podrobnem tisku, ampak danes nismo prišli do težav, ki bi bile problematične z vidika rokov, ki so zelo napeti in ki sem jih prej omenil. V katerem delu bi se spremenjal zakon o vladi? To še ni določeno, dokončno. Danes smo pogledali vsak svoje strani in o tem nadaljujemo v naslednjih dneh. Bojo spremembe, seveda bojo, tudi v imenih, pa tudi v razporeditvi resorjev. Ne, zaradi tega, ker danes smo predstavili izhodišča vsakega posebej in usklajevanje še ne sledi. Ja, lepo pozdravljeni. Pogajanja so stekla, kot je povedal dr. Golob. Res, da smo skoraj 3 ure sedeli, ampak smo prvič sedeli tako skupaj. Veliko stvari je bilo za pogledati, za izmenjavo stališč. Določili smo časovnico, kar je pomembno. Res bomo sledili ambiciozni napovedi, da zamenjamo oziroma začnemo z delom v začetku junija. Vse ostalo se mi zdi, da kakšnih večjih zapletov ni videti, da je bila atmosfera pogovorov prav dobra. Jutri pa začnemo vsebinsko tudi in praktično vsak dan delati na koalicijski pogodbi. Danes ste imeli pred sabo osnutek, če bilo prav razumeti, so ga pripravili v Gibanju Svoboda. Lahko kaj več poveste, kaj so tiste točke, iz katerih bi se strinjate, kje morda je treba še kaj popraviti? Pravzaprav nismo imeli še nobenega vsebinskega papirja na mizi, smo pa šli pregledovati, kako bi ta ministrstva sestavili, kaj bi bilo za vsako stranko najbolje, ki imamo svoje prioritete, izmenjali te poglede. In jaz mislim, da bomo lahko do petka že tudi bolj jasno videli razrez ministrstev in sledili našim ciljem strank. Kateri pa so prioriteti? To bomo pa usklajevali v naslednjih dneh. Najprej tudi skozi organe strank. Dogovarjali se bomo skupaj najprej v organih strank, pa seveda tudi mi trije. Okay. Ja, lep pozdrav, kot sta povedala Robert in Tanja, so pogajanja danes uspešno stekla, določili smo časovnico, se pogovorili o prioritetah vsake od strank, prvi obrisi vlade se kažejo, ampak več v naslednjih dneh, ko naši organi strank to obravnavajo in ko se seveda pač usklajevanje nadaljujejo. Kako natančna bo koalicijska pogodba? Kako natančna bo? Vse bo definirano v koalicijski pogodbi. To bomo povedali v naslednjih dneh. Katere so pa vaše prioritete? Katera ministrstva vas zanima? Ja, bom rekel, da nekatera ugibanja, ki so v javnosti, niso napačna, ampak več o teh v naslednjih dneh. Kdo je z vami? Videli smo ekipo, s katero sta prišla gospod Golob in gospod Fajon. Kdo je z vami se podal na koalicijsko pogajanja? Z mano sta bila generalni sekretar stranke in sekretar poslanske skupine.
Nadaljujemo že jutri. V enaki sestavi. Nimamo še novih koalicijskih partnerjev. Aha, ja. Kakšno vlado lahko pričakujemo, kakšni glavni kateri bodo glavni poudarki? Ja, lahko pričakujete vlado, ki bo gledala v leto 2030, vlado, ki bo operativna in pa mislim, da po dolgem času končno spet levo-sredinsko vlado v Sloveniji. Ja. Pričakujete lahko trdno in stabilno vlado, vlado, ki bo spoštovala ljudi, ki bo poslušala civilno družbo, ki bo sledila razvojnemu desetletju. Vsi imamo enake vizije, sledimo ciljem, kako Slovenijo narediti varno, prijazno, odprto, tolerantno, solidarno do leta 2030. Razvojni cilji so veliki in tem ambicijam bomo sledili. Kdaj torej delovni datum za policiste? Samo še dve besedi. V resnici smo si zastavili za cilj 2 mandata. Že danes. Zato, ker če želimo resno nasloviti razvojne izzive države, moramo gledati dlje, kot je en mandat. To je prva in ključna sprememba, ki jo uvajamo. Na drugi strani se zavedamo, da če hočemo deliti, moramo ustvariti. Spravi, vlada bo usmerjena v oba pola. Kako ustvarjati in kako potem pravično deliti, zato da bomo imeli res državo socialne pravičnosti in solidarnosti in hkrati bomo najprej poskrbeli za najšibkejše. Ta 2 na videz protislovna cilja bomo naslovili takoj. In hkrati ciljali leto 2030 kot tisti rok, ko bomo spet živeli v državi, na katero ne bomo samo ponosni, ampak bomo v njej si vsi želeli živeti še naprej. Spravi, da bomo zaustavili beg možganov, zaustavili bomo to, da bojo ljudje se počutili slabo nad tem, kako živijo in v kakšnih razmerah in predvsem tudi, kdo je tisti, ki jim vlada. Tako da svoboda ni samo v imenu našega gibanja, svoboda je eden temeljnih načel, ki jim bomo sledili tudi z delovanjem v vladi. Z strankami, ki so izven parlamenta, bojo v naši kvoti in se bomo pogovarjali mi na začetku. Ti pogovori še niso uradno stekli, bojo pa v naslednjih dneh. Stali sta prišla gospa Hajanović, Hovnik in pa gospod Kuman. Drži. Je že kakšen dogovor z njima dvema za prihodnje vladi? Ne, ona 2 sta moja ene najtesnejših sodelavcev, skrbela sta za programska usklajevanja že do zdaj in je logično, da sta tukaj zraven tudi na pogajanjih. To bo čas pokazal. Danes ste govorili o imenikov, oziroma imate v Gibanju Svoboda določena oziroma izpolnjena vsa ministrstva. Glede na to, da ministrski razrez še ni dokončen, je seveda o tem govoriti prezgodaj, zato tudi nočemo, da zagotovo bomo poskrbeli za to, da bojo vsa imena ustrezna in predvsem strokovna. Računate, da bodo konkretna ministrska imena znana do konca tedna? Ni nujno, do konca tedna moramo imeti razrez usklajen po partnerjih in takrat je potem šele nastopi čas tudi za imena. Tako da mogoče, da bojo imena naslednji teden. A drži informacija, da gospe Bratušek in gospoda Šarca naj ne bi planirali za ministrska mesta? Tega sploh ne bi komentiral. Torej, kdaj je delovni datum potem podpisek koalicijskih? Parafiranje je 12. maj oziroma pred 13. Recimo 13. maj pred, da. Ne čisto politična tema, ampak vendar me že kaže nekaj zadeve. Kako komentirate podražitev cene benzina? Vlada se ni odločila podaljšati zamrznitve, ki je veljala. In pa po drugi strani RTV zakon. Danes je pravna mreža predstavila ta zakon, ga bodo vaše 3 stranke v parlamentu podprle. Glede zakona o RTV-ju, mi smo se zavezali temu, da to naredimo čim prej. Verjamem, da bomo tekom koalicijskih pogajanj tudi ta zakon temeljito pregledali in jaz upam, da ga bomo podprli v celoti, mogoče bo kakšen manjši popravek, ampak je o tem danes prezgodaj govoriti, sami ga podpiramo in upam, da ga bomo čim prej, kar pomeni verjetno takrat, ko bomo imeli glasovanje o zakonu o vladi, bi mogoče že lahko bila pravi čas za to, če se bomo uskladili v koaliciji glede tega. Kar se pa tiče cen naftnih derivatov, pa mislim, da je to, kar se danes dogaja, v resnici nagajanje. Na nek način se vlada maščuje ljudem, ker jih niso izvolili in zato ne zdaj plačujejo višje cene. To v resnici kaže samo na to, da so vsi bombončki bili dani na vrvici, kar pomeni sedaj, ko
so volitve mimo, se bombončki umikajo. Pač se ne, da nismo pričakovali, ampak tisto, kar je še bolj pomembno pri teh podražitvah je, da takrat, ko trg ne deluje, in očitno je, da v Sloveniji trg naftnih derivatov ne deluje, takrat nastopi čas za regulacijo, pametno regulacijo. Sam pa lahko opažim eno stvar, in to so tudi naši pravniki pogledali, da v zadnjih podražitvah lahko opazimo sume kartelnega dogovarjanja. In mi bomo pozvali, če se bo to nadaljevalo, bomo v Gibanju Svoboda pozvali AVK, da ukrepa proti trgovcem z naftnimi derivati. Ker cene, ki so jih postavili, so tako neverjetno usklajene, da si res zaslužijo podrobno analizo. Morda še vprašanje, dr. Golob, zadnje, 3. junija ste nekako napisali, da boste oblikovali oziroma bomo že imeli vašo novo vlado. Pa mislim, da kakšna so pričakovanja potem še stoletje? Številni izzivi so tudi podražitve tako hrane, energentov, verjetno bo to precej delovno poletje. Kaj načrtujete? Zato so nas ljudje izvolili, da bomo delali, ja. Dopusta ne bo. To bo pokazal čas. Poletje. Okay. Tudi o predsednici državnega zbora in prišlo do kakšnega usklajevanja? Ne še, zato imamo čas do konca prihodnega tedna. Kako pa z vašim vodom? To je ena od opcij, na mizi ni bilo še dogovora glede tega. Danes še ena tema, danes je tudi dan svobode medijev, Slovenija na indeks padla za 18 mest, kako vsi trije to komentirate na kratko, prosim? Želiš ti? To je še eno od pokazateljev, da je skrajni čas, da pride do zamenjave oblasti. Verjetno bo to eden lažjih kriterijev, ki jih bomo izboljšali. Spravi, ta bo tisti lažje dosegljiv cilj, bomo pa morali narediti hitro. Prav. Hvala lepa. Hvala lepa. Najprej glede svobode medijev, pa tudi seja kolegija predsednika državnega zbora ni bila sklepčna. Kaj to pomeni zdaj za odstop ministra Podborška in pa za zamenjavo predsednice odbora za kulturo? Glejte, vse, kar smo zadnji 2 leti govorili o Janševi vladi, se v njenih zadnjih izdihljajih potrjuje. Ljudem se maščujejo in jim dražijo cene goriva, ljudi podcenjujejo in rogajo se državnim institucijam, zdaj konec koncev tudi državnemu zboru, kjer onemogočajo, da bi korumpiran minister odstopil. Kar se tiče svobode medijev, ja, vemo, kdo je do tega stanja pripeljal in danes smo tudi že govorili o zakonu o medijih kot enem od prvih, ki jih bomo spremenili, tako da lahko pričakujete hitro izboljšanje tega indeksa. Še glede predsednice odbora za kulturo, poslanka Violeta Tomić je izstopila iz poslanske skupine, zdaj pa tudi tega danes ne bo na seji. Ja, pa glejte, to nam niti ni važno. Mandat trenutnega državnega zbora se izteka, 13. marca bo zadnji dan. Zdaj, to, da je Violeta Tomić izstopila, je seveda pač avtomatično sprožil postopek, da rabimo novega predsednika odbora za kulturo, ker to je vezano na poslansko skupino, ne na poslanca, ampak nam je konec koncev vseeno, če ona pač kot vršilka dolžnosti ostane do konca mandata. Hvala. Zdrs v medijih, Hvala. Ja, zdrs v medijih, Na dan svobode je to zelo zaskrbljujoča novica, verjetno tudi en najglobjih zdrsov po svobodi medijev za Slovenijo. Še en dokaz več, koliko škode je naredila vlada v odhajanju. In ne samo to, veliko bomo morali napora vložiti, da zagotovimo nazaj neodvisnost medijev. Imamo pripravljene zakone sprememb tako za RTV kot medijski zakon. Pospešeno bomo morali uskladiti znotraj nove koalicije in se lotiti tega področja. Ne gre samo za zdrs v medijih, gre za zdrs v demokraciji, gre za globok zdrs v zadnjem času, tudi proti avtokraciji. Vse to so izzivi, da ljudem vrnemo normalno državo nazaj tudi v njihove roke in prva naloga, ki je pred nami, zagotovo mediji. Glede zakona RTV, zakon o RTV, v katerem vi govorite in ste ga tudi predstavili že pred volitvami, je to zakon, ki danes predstavlja pravna mreža, ali imate vi svojo rešitev? Mi imamo rešitev, ki smo jo znotraj naše strokovne skupine in tudi stroke usklajevali vsaj leto dni. Gre za 2 postopka. Eno je takojšnji vložitev predloga zakona RTV, ki umika politiko iz organov znotraj RTV, drugo pa je zakon o RTV. Za tega bi potrebovali bistveno dlje časa, leto in več, tudi zaradi potencialnega referenduma. Zato bo potrebno vsaj, kar zadeva RTV, dvotirno
usklajevanje, pristop, imamo pa takoj spisani predlog sprememb RTV zakona za umik politike iz vodstvenih organov. Tega smo uskladili tudi v veliki meri s stroko, zdaj ali je to pravna država blizu, bi morala pa pregledati. Ampak jaz sem ga delila tudi koalicijskim partnerjem, da lahko čim prej pripravimo že za prvo sejo vlade. A lahko se vi prosim komentirate tega, da seje danes pač ne bo, ker koalicije ni bilo na predsednika državnega zbora, torej minister Podgoršek in torej funkcija ne bo prenesla. Še ena grda ignorantska poteza, klofuta demokraciji, neposredno izvoljenemu parlamentu, dokaz, da vlada na vse sile ne priznava napak, ne priznava korupcije, da je to bila vlada korupcije, klientelizma, konfliktov in da je skrajni čas, da smo jo uspeli zamenjati.